Mogoče ne bo narobe, če spet kaj pametnega povem, ali pa se delam pametnega. Imam neke fene, kako pa vem, zveste poslušalce, gledalce, ki komaj čakajo, da kaj povem. V tistem faktorju se vsega ne da povedati, omejen čas je, se vskakuje v besedo, ne moreš izkristalizirati misli, čeprav je edini medij, ki daje možnost, da drugače misleči kaj povemo. No, jaz bi, glede na zaplete, ki se zdaj dogaja s temi kolesarji, pa tale pobudnik Jaša Jenull je aktiven. Jaz sem tweetnil, mislim, da samo 2 tweeta in napisal tekst za Fokus Pokus okrog tega Jenulla, pri katerem jaz vidim nek evidenten upor proti lastnemu očetu, seveda na nezavedni ravni. Zdaj jaz nimam pojma, kakšen odnos imata v tem trenutku, ampak Jenullov oče tam visoko kotira kot nek pravnik, nek tožilec, ko pa vem, kaj je, ne. Težko premagljiva očetovska figura in tisti fotrik, imamo neke sinove tam v ozadju, nas skrbi, ali nas bo ta sin premagal ali ne, skrbi nas toliko, saj mene, ker si želimo, vsak normalen oče si želi, da ga sin premaga. Tudi sin premaga na neki točki, v neki boljšosti. Zdaj, niso pomembni moji sinovi, ki tam nekje se matrajo, capljajo za mano, jaz upam, da bomo kdaj presegli. Pa bom rekel, so na dobri poti, sta na dobri poti. Vsak na svoj način. Jaz bom ponosen, ko me bodo prišli, ampak recimo jaz nisem imel problema s svojim fotrom, tam strojni tovarni, Trbovlje, en šloser bil. Imel je ene atribute boljšosti, ki sem jih jaz zelo spoštoval. Namreč jaz sem bil svoj čas športnik, on se je pa dvignil takole na eni roki, toliko je bil močen. Tam moja fizična moč pri meni ni bila glih neka udarna kvaliteta, čeprav sem bil izjemno močan, ampak bolj sem se lovel kot opica, spreten sem bil kot opica. Tudi, ne vem, državni prvak v parterju, svoj čas, koordinacija je bila moja vrlina, pa gibljivost tudi, zelo sem bil gibljiv. Zdaj močan pa nisem bil toliko, čeprav sem zelo natreniral to moč, Še vedno bi se 10-krat dvignil s temi 100 kilami. Moja generacija to niti enkrat se ne dvignejo, večinoma. Ampak da se vrnem k tem protestom, protestirajo zdajle, jaz sem jim rekel, ali pa že dolgo časa govorim, anarhisti, To so anarhisti tisti, ki ne spoštuje vladarja, ne spoštuje lastnega očeta, ima problem z avtoriteto. Jaz sem pa rekel, v tem trenutku je poglavar te naše družine, ne oče naroda. Poglavar te družine, oče družine, kot države, država je simbol družine, je Janez Janša, Prej bil en Šarec, ta je vrgel pusko v koruzo na način, da se ni to, rekel, ne obrestovalo, niti se ni spodobilo in nezavedno ga je spotaknilo, ker on je pa živel v eni svoji družini, iz katere bi svoj čajet verjetno kot otrok je tako razmišljal, pobegnil, ker je bil v rejniški družini, bil je posvojen je bil, in to mlademu dečku ni prijetno razmišljati, da so stari, torej originalni starši, biološki tebe odrekli. In zdaj si v novi družini, krušnih starših, lepo skrbijo, ampak vseeno bi jaz rekel, da nek otrok, ki je posvojen, ga muči, zakaj ga starši niso imeli dovolj radi, da bi on živel v tisti biološki družini. Želja pozapustiti družino se je očitno, to krušno družino, posvojiteljsko družino, se je očitno pri Šarcu obrestovala, negativno obrestovala na način, da je našo družino, simbolno, torej državo, zapustil, vrgel puško v koruzo. In zdaj v tem spletu okoliščin pride nov fotor, ki ga nekateri sprejmejo, drugi ne sprejmejo kot poglavarja družine, očeta družine, ne države. Oče slovenskega naroda,
je Milan Kučan. Ne. Lahko bi bil Janez Drnovšek, ampak on je prehitro umrl. Ne. On je bil v času osamosvajanja Slovenije tudi pomemben člen. Ne. In sta se s Kučanom borila, kdo je zdaj tisti primarni lik, ki ga je potem narod zapopadel kot očeta naroda. In ta oče naroda je za vse večne čase postal in ostaja, ker še živi, Milan Kučan. Ampak ni Milan Kučan zdaj pomemben, ker on zdaj tone v pozabo, narod sicer čustvuje z njim, ampak spodobi pa se, da sprejmemo kot narod, kot rekel, kulturno osveščeni, moralno razsodni, nekoga, ki je na čelu naše družine, torej države. Janez Janša je to. Če tudi smo levo politično opredeljeni, smo moralno razsodni in sprejmemo to avtoriteto, če nam ne paše, v skladu z nekimi pravili igre, počakajmo na volitve in se tam poskušamo z volitvami opredeliti za nekoga drugega. Zdaj Levica nima nekega dostojnega disidentskega brata, ki se bo nekomu nekaj opiral. Levica ima tisto ideologijo, ki se jo drži, se pravi življenjski ali pa svetovni nazor, ki je prosocialističen, čeprav socializem je crknil, gotova zgodba. Ne? S tem se je treba sprijazniti tudi na Levici, v SD-ju in v Levici z veliko pisano, tam domujejo anarhisti, ne? Tam ne spoštujejo nikakršnih pravil igre. Ne? In oni poganjajo te demonstracije. Zdaj, da je v zadju neka latentna struktura simbolne narave, to je jasno vsakemu poznavalcu psihoanalize ali pa bralcu Freuda. Zdaj, če sem jaz tisti, ki se tukaj izpostavljam, sorry, sem pa pač jaz tisti, to je moja moralna dolžnost, ker drugi so tihko pičke, ne, ki bi morali nekaj reči, ker vejo, kako je na simbolno nezavedni ravni okrog tega očeta, da je država simbol družine, ne, kako nek afnegunca, tam nek patriot, ranjena duša, Šiško s tisto svojo vardo, tam se borijo za tisto državo, pa stražijo pred temi tujci, begunci, ne, to patološko delajo. Jaz sem to povedal in zdaj jok in stok tistih vardistov, pa tega krjavla rdeča kapica, ne, to je parodija slovenskega pravnega sistema, ker ga v red ne spravijo, ne. Zdaj, ta je nul pa tudi smeti po naši državi, ker ne sprejme fotra, ne. Ampak ne, da je zdaj ločen, da ima mama nekega novega fotra tam servirala, on je po mojem videnju jezen na lastnega fotra, ker mu ne seže do kolen. In potem opozarja očeta, tako, lej me, tukaj sem, pa vendarle sem epohalen, nisem samo moderni umetnik, on je tam režiser ali kaj. Ne? Te moderni umetniki so poglavje zase, jaz se ukvarjam zato, da preživim, z režijo gledališko, režiral sem 3 neke gledališke predstave, v katerih jaz samega sebe igram, kot Sigmund Freudep. In se s tem preživljam. Zdaj, kriza je malo težje, ne? Pa nič ne stavkam, ja, gledališča so crkne, ja, ne morem, zobe stiskam. Ampak jaz nisem lenuh, jaz zgaram tam na odru, rekel, afnegunca. Folk nekaj naučim, dobim na konc aplauz tak, da ga še nikoli nisem dobil nikjer in ga tudi ne bom. Z neko svojo razočarno gospodinjo pri seksologu. Seksologa igram, poučim. Moderni umetniki so pa lenuhi, leniniti so bi samo mozli to kravo, ne, državni proračun. Delali pa ne bi nič, ne, ten ne zna risati pa neke freske, tem osu z repom useka po slikarskem platnu, pa nariše to kot moderni umetniki. Ne gre to tako, delati treba. Ne, delaj, pa se pet tisto umetnost svojo, ne. V Ameriki se gre tudi moderna umetnost, ne. Ki pa razstava, pa vprašajo umetnika, tam nekje na samem, what do you do for living, ne, s čem se pa preživljaš, ne, ker tele afne guncat, to zna vsak, ne, to vsaka ranjena duša lahko serje. Ne, ampak nekaj je pa treba zaslužiti, samo otrokom je treba zajezdati, ne samo državo, ker ne bo šlo več tako naprej. In na tej točki je Janša rekel
ne, sluti se, da bo rekel, ne, pa ta UTD nekje zdaj poteka, vsi imate nek denar, ne, nekaj dobimo od države, tisti, ki smo ob večino prihodkov, ne. Tako da Janša ni zdaj nek sadist, ki ne da nikomur nič, ampak sluti pa se, zato tudi napad na modernih umetnikov na kulturno ministrstvo, tam bi pa, ne, zdaj kar v nedogled neki dobivali Prešernove nagrade za dojenje psa. Dajte ga hecat, no, pa se nismo tako pretegnjeni kot narod. Freud je rekel, da so to averzije. Tisto, kar ni umetnost, je averzija. To se čudiš. Ne? Umetnost je čisto nekaj drugega po Freudu. Jaz sem to že zdavni omenil, posnel video, Kulturac, naslov dal v tem videu, pisal tekste, ravno v času Prešernove nagrade tiste za dojenje psa. Skratka, teli kolesari so predojdi palci, ne? Ali pa materinski nadjas imajo, ne vejo, kaj je prav. Ker prav v tem trenutku je, da spoštujemo smo spoštovali te ukrepe, zdaj nas ne bo pa trda predla, ne? In nek poglavar naše družine, naše države je Janša, desno-sredinska vlada, treba jih je poslušati, spoštovati pravila igre in čakati na volitve, pa pejte pa volite. Sam hudič je, če bo Janša tako dober vladal, ne, da bo dobil pa tako večino, pa bom rekel najrede kar s Počivalškom, ne, ker to, kar se zdaj dela s Počivalškom, ne toliko z Desusom, ampak z SMC-jem. Jaz si želim, da ta levo-sredinska vlada pride v parlament s podobno večino. Celo želel bi si, da naj Počivalšek bo mandatar, čeprav tudi Janša mi ni slab. Ampak zato, da se bo levica enkrat streznila, ne, in spoznala, da ta moderna posttranzicijska levica ne more biti taka, kakršna si zamišlja Luka Mesec in partija, pa ne vem, zdaj neka Tanja Fajon, on stran katere ste tam nekega Prešička vidim, ne, ker sta pač par, ne. Tam bo zdaj ena čudna eksplozivna zmes ratala, se vsi neki tepejo, kjer bo zdaj tista bolj ortodoksna levica, ali levica z veliko pisano, ali SD. Ne? Jaz mislim, da bi neka nova LDS, ki ba malce boljša, kot je tista, ki je bila, v resnici na levi tista, bo nek motor morala voditi, ne? Ker ta ortodoksna levica je izgubila kompas, tam sam nek sadizem se zganja, pa nek antijanšizem, ne, to je evidenten poziv k očetomoru, pa nismo zdaj mi vsi tako pretegnjeni, da bomo na vsak način obračunavali z nekim vodjo neke države, če je legitimno se ustoličil, ne. Mi smo zbrali sistem tak, da ne bomo imeli vsake 3 mesece predčasnih volitev, tako kot Italija, ampak smo rekli, če nekdo vrže puško v koruzo, imamo še način, da brez nekih predčasnih volitev ustoličimo novega mandatarja. In to smo naredili, hvala Bogu, da smo, ker če ne bi imeli Lombardijo, tako smo pa to naredili. Zdaj pa počakamo do volitev in spoštujemo zdaj to desno-sredinsko vlado, naj se znajde v tej korona oziroma post-korona krizi, ta mene bolj skrbi, in te anarhiste je treba pač v red spraviti. In kolesarje in vardo. Zdaj nek trezen človek mora to povedati. In zdaj sem jaz ta trezen človek. Skratka, saj nisem jaz edini, ki tako razmišlja, ne. Jaz sam to povem in povem tako, kot je Bruno Bettelheim govoril o tistih demonstracijah, ki so jih imeli proti državi, proti vojnih demonstracijah, ki so bile koristne. Pa Bruno Bettelheim je rekel, te protestniki, te mladci nima rad svoje mame. Ne? Mame pa, država je simbol mame. Ne? Problem z mamo imajo, je rekel Bruno Bettelheim leta 68-69. In republikanci so mu ploskali, so ga kar posvojili. Ne? Tako k meni desničar je ploskal, pa sem levičar drugač. Ne? Tako, srce imam na levi, pišem z desno, glavo imam pa na sred. Kritični mislec mora glavo na sred imeti. Ne? Se pravi, razmišljati pametno. Ne? Zdaj, Bruno Bettelheim je tudi rabe čudežnega napisal, ne? Pravljice. Tudi jaz sem analiziral pravljice s Sneguljčico. Tist doprinos svetovni psihoanalizi je interpretacija športa.
To sem jaz naredil, ko sem pometel pred svojim pragom, ampak kaj, če mi zdaj tistim defaultcem to razlagati, če pojma nimajo, o čem pišem, ne. Pač posegam tudi na druga družbena področja, ljudje tega ne razumejo, malo se nekateri norca delajo, tudi tistega ok, se lahko režim, ne, sam pismo, si tale malo mim brca s temi mojimi teorijami. Mastnak Kožiška interpretira carsko, ne, jaz pa tam, ok, zobe stiskam, pa se režim sam sebi. Malo satire v teh časih mora biti, zato jaz upam, da bom šel nazaj malo na oder, še tam malo nasmejal, veliko podučil vas, ki ne veste, ne vem, da obstaja onstran te zavesti še nezavedno, ki je bistveno, človek je subjekt, dvakratni slepec, ne ve, kaj njegovo nezavedno misli, ker zavest bluzi, ne, svobodna volja ne obstaja, vedno nas determinira nezavedno. Vedno. Zdaj razen mi, ki malce sam se poslepo pego znamo pogledati po enih tehnologijah psihoanalitičnih, ampak neki lajki, ala Šiško ali pa Jaša Janul, pa te pojma nimajo. Zakaj so tam? Pa te neki protestniki. Sam nergajo proti lastnemu očetu. Janši. Amen.